Spoštovane gospe in gospodje, lepo pozdravljeni. Smo v tednu, ko v Sloveniji poteka socialni teden z naslovom Skoči ven. In nocoj bomo resnično skočili ven v svet in do ljudi, ki jim nekateri odrekajo to, da so ljudje. Skočili bomo do domorodcev v Afriko, do ljudi, ki dihajo isti zrak kot mi, ki hodijo po isti zemlji kot mi, čutijo, se veselijo, jočejo in vriskajo. Da, vse to počno staroselci v Afriki, a nekateri jim tega ne priznavajo. Z našima cenjenima gostoma, zakoncema Tomom in Bojano Križnar, se bomo danes v besedi, filmu in slikah pogovarjali o teh ljudeh in našem odnosu do njih. Vidva, spoštovana gosta, te ljudi poznata. Poznata krivice in se proti njim borita. Kot popotnika sta prepotovala svet, ga videla, občutila, predvsem pa postala nemirna ob zločinih v Afriki. Ti zločini vam ne dajo miru in od takrat naprej se borita proti, na prvi pogled, nepremagljivemu sovražniku. Tomo Križnar s svojim videonadzorom te katastrofe dela navzoče v toplih domovih zahodnjakov in z njimi trka na naša včasih preveč zaspana srca. Tudi nocoj, spoštovani obiskovalci, lahko pred dvorano darujete za podporo njegovega projekta videonadzora z droni, o čemer bomo danes slišali še več. Gospod Križnar nam je v napovednem pismu napisal: Da, moja žena Bojana skačeva ven in se razgaljujeva okoli sebe. Spomladi sva odletela iz Krtine sredi Evrope in padla na koltanova polja v pragozdovih pod vulkani ob jezeru Kivu v Kongu. Za naš novi dokumentarni film Droni na nubskem nebu sva posnela otroke sužnje v rudnikih, iz katerih različne kriminalne združbe pod okriljem OZN tihotapijo ta najbolj iskani mineral, brez katerega ne more biti noben pametni telefon ali računalnik. Nas vsaj malo zapeče vest, ko se dotaknemo svojega najnovejšega touchscreena. Spoštovana gosta, predajam vama uvodno besedo. Hvala. Hvala lepa za ta nagovor, v katerem ste že bistvene stvari povedal. Midva bova poskušala ilustrirati. Res je, da se od malega čutim tujega v svojem okolju in najbrž sem zaradi tega tudi veliko potoval. In na teh svojih poteh po svetu sem seveda tudi naletel na velike krivice in dostikrat sem se zavedel, da sem bežal zato, ker sem čutil okrog sebe v Evropi in na Zahodu, ki je tako demokratičen in ki obljublja tako veliko človekovih pravic, dvoličnost, hinavščino. In da kot otrok sem bil upornik, ja, in zato tudi danes razumem otroke, da so uporniki, ker čutijo, da ne delamo to, kar jih učimo. Zdaj vam predstavim mojo ženo Bojano. Z njo sva se srečala pred 2 leti. Bojana je učiteljica in dela z otroki na drugačen način, kot je običajno v šolah. To me je pritegnilo. Pritegnilo me je pa tudi, da je kot istočasno novinarka na radiu Postojna po intervjuju dejala, da bo vprašala svoje otroke, če so se pripravljeni odpovedati tistega, kar ne rabijo, tiste zvezke, tiste šilčke, tiste svinčnike, ki jih ne rabijo, in poslati tja, koder jih otroci sploh nimajo. V Nubske gore, v provinco Kordofan, Južni Kordofan v Sudanu. No, takrat je Bojana 10 dni kasneje svojo hčerko pripeljala
skoraj 100 kg šolskih potrebščin in seveda bi jaz to z največjim veseljem že decembra pred 2 leti spravil v Afriko, v Nubske gore, ampak je bilo vsega preveč. In še takrat smo mi tihotapili kamere. Kamere, ki delujejo v Afriki kot oči in ušesa človeštva, kamere, ki jih domačini sami imenujejo oči in ušesa Boga. Afriški kristjani v Nubskih gorah smatrajo, da je Bog nekoliko otopel, malo oslušel in tudi malo manj vidi in da zaradi tega ne pride na pomoč. In v teh kamerah so prepoznali oči in ušesa in tako so ta projekt tudi potem imenovali. No, zaradi tihotapljenja več kot 1000 kamer do sedaj v Sudan nisem mogel vzeti s sabo svinčnikov, zvezkov in šilčkov in zato sem prosil Bojano, če gre na naslednjo pot z mano kar sama in potem bo tudi najlažje videla, kje so končali ti zvezki pa švinčniki pa radirke. No in Bojana je šla lanskega novembra z menoj in tako sva se potem zaljubila in potem se začela učiti ljubiti in na koncu sva se v Nubskih gorah tam med reaktivci in ruskimi bombniki tudi poročila. To je najporočna slika. Ni bilo župnika, ni bilo administratorja, zato sva prosila kar enega lokalnega vrača, če naj poroči. Midva bi se rada dala obljubo, rabva eno avtoriteto, rabva priče, da si bova res zvesta v teh časih, ko to ni tako lahko. In vrač je rekel, ja pa mi to tle ne delamo, tle je poroka samo dogovor družin. Tle ni take inštitucije, kot da bi ti prisegel, potem pa delal, kar češ. Tle družine kontrolirajo, ker imajo največji interes, da se ne razideta zakonca, da mati in oče ostaneta skupaj, zato da so otroci preskrbljeni. Ne moramo vas poročiti. No, potem sem pa le prosil, pa po vaše, probajte izgnati iz naja ven duhove, slabe duhove, egoizem, samopašnost, nečimrnost, nadutost, ja, ta liberalizem, to, kar čutim, da ubija pri nas ljudi, ljubosumnost, na primer, vse tiste, koliko je na glavnih grehov, vse tiste grehe, prosim, izženite, ker verjamem, da so to duhovi, ki nas obsedajo in ne dajo miru, da res se imeli rad in se spoštovali. Jaz upam, da vam bova danes lahko predstavila to izkušnjo, kako je bilo v Nubskih gorah, istočasno pa še v Kongu, kamor sva prav tako šla in to prav zaradi tega, ker tam umira milijone ljudi, zaradi potrebe po mineralu, ki se imenuje koltan in ga imamo, kot ste rekel, vgrajenega v vse te računalnike, v pametne telefone, v kamere in praktično vso digitalno tehnologijo. والله إذا زادوا شيء وتلتاري بتاع زمان Fand sie aber nicht in Kenia und Tansania. Die waren dort alle zierlich, auch die Maasai und die ganzen Stämme. Aber solche schwarzen Athleten, die ich für den Film brauchte, habe ich nicht getroffen. Und dann begann meine Suche danach. At the age of 60, Riefenstahl went to live alone with the Nuba for 8 months. Leni, she was live here under this tree. This was She has 5 places she was live on at that time.
Eigentlich für mich gar für mich gar nicht so wichtig gewesen. Ich bin hingegangen, um die Menschen kennenzulernen und habe, wie ich es immer mache, wenn ich wo reise, ein paar Aufnahmen gemacht. Was mir gefiel, ihr Leben, wie sie sich bewegten, ihre Typen, ihre Gesichter, ihre kultischen Handlungen, das habe ich fotografiert. Yes, he know the pictures now. This is the pictures of Lini. Yes, during that time. Mali yali kiwa toga bara yo magi mango nango ridi do gigai. Tu tumal maite, kumigo tumal maite. Dabana wale burbin. Ah, guindo shoringo. Kef, wale hum, sim bida guno. Ozmi sunu ana tawshi. Kalbin ko. Kalbin ko. Morta. Sebagai sekadar gigidah jokai Por tagando. tanando jokai Por. bo dah jokai Por. kalau sini bo Mira kukuya sini. Ay, wo kan tare lo. Semua kukuya secara terbuka ini. Kita mau kasih dan.
And this is why we are raising our guns to get our rights. Yes. Umar Galena Nana Sharat. Aywa. Umar Bashir, he said we are insects. Yes. Yeah. If somebody attacked a woman, she can video him, and then that attacker will be recognized. We need flying cameras who can record what's happening to them from the air. It's not enough just give them cameras so they record the dead bodies, burned homes. For international community to really see how they are running into caves and to identify who is doing this, the faces. We need drones, the same drones which are now working for the interests of Hezbollah or Iranians or us Europeans, Americans in the oil fields and other geostrategic places of interest. We are using drones. My people are using, our lords of war are using drones to throw bombs, to kill this terrorist, to kill another terrorist. But we want to use drones only to help these people to become visible from the air. We don't want to put bombs on drones. We want to put cameras on flying objects, on the machines with no pilots.
projekt, po katerem je tudi gospod Križnar najbolj poznan, ki ga počne med Nubami v Nubskih gorah in o teh kamerah, za katere ste rekli, da ste že jih preko 1000 pretihotapili. Pa se mogoče vrnimo v tisto daljno leto, ko ste se vi prvič srečali z Nubami. To je bilo leta, piše na vaši internetni strani 1979, da vas je tisto srečanje z Nubami, nekje pišete, spremenilo. Mogoče vaša osebna izkušnja Nub, kakšni so ti ljudje, kako živijo, predvsem pa kako ste se mogoče začutili? Ja. Prvič sem prišel k Nubam po sledeh knjige Leni Riefenstahl. Leni Riefenstahl je slavna nemška režiserka, ki je v svojih časih pomagala nacistom delati propagando in to prav s to svojo magijo, ki jo je imela, magijo ustvarjati in voditi ljudi skozi imidže, skozi lepoto njenih filmskih posnetkov, je recimo prepričala takrat celo Evropo z tem dokumentarnim filmom o Nürnbergu, ko so se naciji tik pred drugo svetovno vojno srečali in tam je posnela to moč človeških množic, s katerimi je potem Adolf Hitler lahko toliko zahodnjakov pripričal, da ga je treba slediti, da ima odgovor na osnovna človeška vprašanja, da bo pregnal birokracijo, podobno kot je to izjavljal Bin Laden, da bo pregnal dvoličnost, hinavščino, da bo naredil nov svet, bolj pravičen svet, kodr ne bo šibkih ljudi in potem tudi začel šibke zažigati, ne samo Žide in Cigane, ampak tudi nas Slovane. Leni Riefenstahl je njegova režiserka in pa je tudi njegova ljubica, no, poleg Eve Braun. Ampak v svoji knjigi Leni piše, da ni bil za ljubezen, rekoč, da je treba najprej Nemčijo rešiti. No, Leni Riefenstahl je bila po drugi svetovni vojni zaprta, zavezniki so jo spustili šele leta 1954 in prvo pot, ki je naredila, je šla potem v Nubske gore. Kot da bi hotela tam poiskati tisto, kar jo je razočaral slavni Führer, kot da bi tam slutila korenine človeštva, tiste vrednote in tiste kvalitete, no, ki so jih nacisti poskušali narediti, na silo, z agresijo. No in jaz sem sledil tole njeno knjigo, Leni Riefenstahl, Nuba, Die Leute wie von die anderen Sternen, in tako sem prišel prvič k Nubam. To je bilo leta 1979. Ja. In to seveda, takrat, kad sem že rekel, jaz sem bil upornik, jaz nisem sprejemal sveta okrog sebe, prišel sem nag. Prišel sem z 2 kozama, 4 kokošmi pa enim oslom. In to peš iz te zadnje arabske vasi, kodar so mi Arabci odsvetovali tudi tiste gore gor, tam blizu Kaduglija, rekoč, da tam živijo nagi divjaki, ki te kar ustrelijo, če se jim smeješ, da še vedno živijo nagi. Ustrelijo te, ker zdaj imajo puške. In ti ljudje so proti železnici, so proti cestam in hočejo ostati staroselci. In zato ni v Sudanu nobenega napredka, ker ti ljudje ogrožajo razvoj civilizacije in zato jih je treba vse pobiti. No, moj prvi stik s temi ljudmi je bil čisto drugačen, kot pa so mi prerokovali. Mene so sprejeli, seveda so me ta prvi preverili, mislili so, da sem ali misionar, ali kakšen britanski uradnik, ali kakšen vohun. 3 dni sem mogel prestati vse tiste njihove preizkušnje, ko so pa začutili, no, da sem prišel se učiti tja, sicer sem diplomiran ekonomist in strojni inženir, ampak jaz sem skozi čutil, da mi še manjka, jaz hočem še kaj več
To ni vse, kar se da naučiti v tisti socialistični šoli, ker so začutili, da me vse zanima, kako se ljubijo, naprimer, za mulca pri 21 letih je to normalno, kako skrbijo za otroke, kakšen odnos imajo do narave, kaj vidijo v drevesih, v skalah, recimo, v vodi, v zemlji. In ko so začutili, da jih poslušam in da spoštujem, kar so mi povedali, recimo, da so drevesa tako kot naši stari očetje, da je trava od vseh, travo se ne sme zamejiti pa reči, to je samo od našega plemena, ampak se treba dogovarjati z drugimi plemeni, ki prav tako pasejo za pravično razdelitev trave, da ne zastrupljajo vode niti sovražniku, tako kot levi recimo, pustijo gazele, da se napijajo, potem jih lahko pojedo, ampak pri vodnjakih se ne jejo, ker to je osnovno, kar ljudje rabimo. Rabimo zrak, rabimo vodo, rabimo ogenj, pa rabimo zemljo. In to ne bi smel nihče privatizirati, nobena korporacija se tega ne bi smela polastiti. Takrat sem jaz začutil, da mi nekaj govorijo, kar je v bistvu rešitev za svet, ki sem že takrat čutil, da drsi v ekološke krize, gospodarske krize, socialne krize, pa tudi duhovne krize. Zdaj smo sredi največjih duhovnih kriz in takrat, 79. leta, so mi tam eni divjaki, ki jih imajo Arabci, da jih je treba pobiti, pa tudi pri nas doma, vsi za manj vredne, ker nimajo cerkva, nimajo šol, nimajo tržnic, kaj šele supermarketov, nimajo avtomobilov, nič nimajo, živijo samo od tega, kar je Bog dal. V naravi, v božjem delu živijo in s tem iščejo sobivanje in sožitje. Takrat sem začutil, da je nekaj za mene. Sploh pa, ker sem videl, kako spoštujejo žene in otroke, pa kako se ljubijo. Tisto je bilo res arhaično, po arhaičnih tehnikah ekstaze in transa. No, zanimivo, da je tudi njih zanimalo, kako se mi ljubimo zahodnjaki v tem našem misionarskem položaju in potem so mi organizirali 2 žene na spalni vreči neko noč, tam pod polhno luno, okrog so bile granitne skale in gore nek 200 ljudi sedeli in vsi so hoteli gledati, kako, ali mi to počnemo. Jaz sem začutil, pa se nas vse zanima, se zanimamo, mi drugega zanimamo in mogoče pa kaj, ker si lahko izmenjamo. Oni so se učili svoje zakone narave, v čisto drugi naravi. Jaz prihajam tle z Alp, kodr je mraz, kodr je narava precej bolj zahtevna, ampak tam je pa tudi narava zahtevna, ker imajo samo 2 sušno pa deževno dobo in ljudje nastradajo v obeh, ampak kljub temu so razvili en kup tehnik proslavljanja in čaščenja življenja, zahvaljevanja za vsako kapljo dežja, za vsako kozo, ki za nos. A veste, čisto en drug svet se me je začel kazati hvaležnosti in priprošanja, ki ga res v tisti komunistični Jugoslaviji in Sloveniji jaz takrat nisem čutil. Že takrat je bilo tako, da je vse predvsem zanimalo sam, kako bo kakšnega okrog prinesel, pa kako bomo imeli dobiček, pa na račun drugih, pa kljub deklariranim vrednotam, ki so bile takrat jasne. No, tako se je začela moja zgodba z ljubami. Dali so mi 2 žene, sicer sta bile res stare 60 let, jaz pa 21, ampak okej, mislim, za mladega človeka je to vendarle božji dar. Dali so mi orodje, pa semena, pa pokazali en kos tam, kodr lahko sledim, pa eno staro hišo so mi prišli pomagati popraviti. In tako sem ostal potem 3 mesece tam, ampak potem sem zbolel, neka neznana bolezen, za katero je čarovnik rekel, da jo ne more zdraviti, ker ne pozna vsebine mojega uma, ne zna pristopati. Rekel je, pej domov, tam doma te poznajo, te bojo že pozdravili, bolezen je v glavu, vsaka bolezen prije z glave, meni je bilo to tako še zelo čuden, da bolj to razumem. Vaški starešina, politični vodja, je pa rekel, vstan prosim z nami, mi te rabimo, ti poznaš, kaj je v glavah belih ljudi, zakaj delajo avione, zakaj nakladajo bombe, zakaj mečijo bombe po ljudeh. Mi imamo rad ples, pa veselje, pa spolnost, pa otroke, pa sam, jaz nisem mogel stati, no, jaz sem
toliko bil bolan, da sem mogel domov in s tem, ko so me pustili, so mi verjetno rešili življenje in to je en od vzrokov, zakaj se kar naprej vračam. Zakaj jih ne morem pozabiti tudi zdaj, a pa recimo leta 98, ko sem se po 20 letih prvič vrnil, ker sem slišal, da se tam dogaja genocid, ker je ena ameriška firma Chevron v bližini najdla nafto in tam, ki se najde nafta, veste, da je potem vojska. Tam, ki je voda, je tudi vojska. Vedno bolj. Pa mogoče, da razjasnimo, ne? Govorite o Sudanu in tudi o Kongu. Ta plemena Nube so čez več držav ali živijo verjetno, ne? In tudi je več plemen, ne? Če prav razumemo, ne? Nube sebe ne imenujejo Nube, ampak teh 99 plemen, ki vsako živi na svoji gori, na svojih 99 plemenih, vsako pleme se kliče drugače. Mesakin, Tačo, Tival, Kisar, Nuba so začeli uporabljati zdaj zaradi politične in obrambne potrebe. Imajo skupnega sovražnika, to so lovci na sužnje, ki so prihajali največ iz arabskih dežel, pa tudi iz evropskih, Italijani, Avstrijci, Nemci, Belgijci, vsi so lovili sužnje v Sudanu. Sudan je najbolj obremenjen z to zgodovino lova na sužnje, no. In Nuba ime se jih je prijelo v časih britanske kolonije, ker so že prej, recimo Egipčani, imenovali vse, ki so živeli južno od Asuanskega jezu, Nuba. Nuba je pomenilo suženj, pa tudi zlato. Zlato pa suženj je bilo takrat enako vredno. Zdaj se seveda spreminja svet, delajo nam predvsem stroji, ne rabimo več toliko sužnjev za fizično delo, zdaj nam delajo stroji, rabimo pa samo še surovine, zato danes suženj ni vreden praktično nič. In zaradi tega jih zdaj tudi iztrebljajo v genocidu. No, z Bojano sva šla pa v Kongo zato, da bi primerjala Sudan pa Kongo. V Sudanu je umrlo zdaj v 30 letih svojih 5-6 milijonov ljudi, v Kongo pa tudi od 5 do 10 milijonov. Kongo je tropska džungla, so tako kot Havaji, raste vse, mango, papaje, avokado, banane, skozi je dež in skozi je sonce in lepših pogojev za življenje na svetu ni, pa je tudi tam toliko nesreče, toliko trpljenja, toliko umirjenja. Zakaj? A ki skupnega, ker ubija staroselske ljudi v obeh teh bivših kolonijah evropskih. In mogoče zdaj damo tebi, Bojana, besedo, kaj sva najdla tam, kodr se je najbolj iztrebila na koltanovih poljih? Ja, ravno to, kar je zdaj rekel, ne, kaj je tisto skupno, kar iztreblja te ljudi. To je naš pohlep, to je pohlep teh velikih korporacij, ki v bistvu želijo, kot je prej gospod povedal, želimo imeti vedno modernejše telefone, želimo imeti računalnike, otroci iz dneva v dan nove, ti ljudje tukaj pa nam omogočajo in kopljajo kolton, vam ga bom pokazala, ga bom dala okrog, sem si izborila 2 koščka, tako da boste lahko vedeli, o kakšnem mineralu pravzaprav govorimo. Tako da tole si pogledajte, ne kroš okrog, lahko tudi malo poteškate, sam ne izgubiti. Vam pa mogoče najprej pokažem čisto en tak kratek posnetek, kako to izgleda na koltonovih poljih, kakšen je ta rudnik, da si boste lahko predstavljali. To je koltan, ki ga imate tudi zdaj vi, ko boste pač imeli pred sabo. Tole so ženske, ki nosijo pivo tem moškim na rudnik koltonovega polja. To je odprti kop in ti ljudje v bistvu tukaj delajo od jutra do večera. Kopljajo koltan, ga spravljajo v vrečke in ga potem na svojih plečih nosijo v dolino. Sva pa imela samo 5 minut časa, da sva posnela to, zato ker so se bali, da bi preveč videla še to iz obrobja. No in zakaj
sva videla potem, ko sva natančno pregledvala posnetke in fotografije, zato ker so tukaj tudi otroci, ker jih še vedno izrabljajo za sužnje in tudi otroci delajo, res da malo bolj skriti v teh dolinah, ampak otroci tam so. Potem to prinesejo v vas in sčistijo vseh odpadnih snovi ter prodajajo naprej. Oni dobijo $2 približno na dan, ti moški. S tem denarjem ne morejo preživeti svoje družine. Koltan pa se potem zelo drago prodaja naprej na Kitajskem in pa ostalih državah. Tisto, kar mogoče je sporočilo teh ljudi, živijo samo 34 let, povprečna življenjska doba je 34 let in če si pogledate, kako so naju sprejeli, takole bučno je bilo. Nisva bila sama niti za trenutka, ko sva prišla v vas, pa še to sva mogla pobegati. Midva sva v bistvu v Gomo prispela, kjer sva želela narediti intervju, zakaj droni v Kongu ja in zakaj v Nubskih gorah ne in kako pomagajo ti droni. Potem pa nama tega intervjuja niso cel teden dali in v tem času sva šla sama na svoje roke z motorjem in spremljevalcem v to vas, ki je odrezana od sveta. Kljub temu, da proizvajajo to bogatstvo, 90% tega koltana pride prav iz teh območij, nimajo mostov, nimajo cest, ceste so tako kot kozje steze, na obeh straneh prepadi. Kar je pa najbolj žalostno, ves čas naju je spremljalo okoli 100 otrok od jutra do večera in ti otroci so sirote. V bistvu živijo brez staršev, zato ker je vladna vojska, da te ljudi drži še vedno v svojih rokah, da se jim ne upirajo, ustanovila uporniško vojsko in ta uporniška vojska v bistvu na vsake toliko časa pride v vas, pobije nekaj ljudi in gre spet svojo pot naprej. In tukaj so ljudje v bistvu res pozabljeni od sveta. Otroci so glasni, vpijajo, hodijo za tabo, zato ker nimajo staršev, ki bi v bistvu skrbeli za njih, ker jim nihče ni vcepil vrednot in vedo, da živijo v bistvu iz dneva v dan, da si morajo pomagati, da bodo preživeli vsak dan posebej. To je mogoče tudi bistvena razlika od otrok, ki živijo v Nubskih gorah, ki jih boste potem malce kasneje videli. Ampak pri vsakem otroku pa se ti trga srce, ko jih gledaš takole, kako posedajo, kako si poskušajo plemenititi življenje, kako poskušajo živeti in edina napaka, kar so jo naredili, je ta, da so se rodili ob napačnem času na napačnem mestu. Tudi ta čas, ko sva bila midva tam, je priletela ponoči ena uporniška skupina, ker je zvedela, da je eden od teh očetov nakopal nekaj več koltana, da bo verjetno tako dobil tudi nekaj več denarja in so ga ustrelili. Kaj se še dogaja v tem predelu? Več kot 10 000 žensk, ne samo v Kongu, ampak tudi v Nubskih gorah je posiljenih. Zato tudi te kamere, ker želimo te ljudi zaščititi. Midva sva imela srečo, da sva se srečala z 2 ženskama. Tole je ena izmed njih, ki se je upala priditi iz svojega doma in povedati, da je bila posiljena. Posiljevalci pa ne samo, da posiljujejo, ampak jih tudi potem iznekazijo, tako da jih zažgejo, da jim usplovila kapljajo z voskom. Skratka, želijo jih tako prestrašiti, da ne bi nikoli spregovorile in spet posiljevalci so tisti, ki jih vladna vojska pošilja naokrog. In to so želeli te ljudje tudi, da vam sporočimo. Tole je mama 4-letne deklice, ki se je ravno tako upala spregovoriti, da so njeno deklico na polju pred njenimi očmi posilili. In tega je, na vsakem koraku srečuješ te ljudi. Ta dekleta, tista, ki se upajo govoriti, so se nekako organizirala in zdaj počnejo take stvari. Tako da
iz različnih materialov izdelujejo torbice, da si šivajo svoje obleke, da skrbijo, da delajo na poljih, ampak seveda so prestrašene, se bojijo ven in pač delajo samo takrat, kadar vejo, da so res varne. Tako, to je tisto, kar mogoče zdaj le čisto na kratko v tem uvodu o Kongu. Pa če gremo zdaj konkretno na ta vaš projekt teh, mi smo jim rekli, letečih kamer življenja, leteči droni, jaz sem tudi vprašal, kaj pomeni dron, ker nisem vedel, pa mi je Tomo rekel, da to pomeni trot, ne? Po slovensko se vedno bolj uporablja beseda trot, ja. Ne? Dron je pa predstavlja napravo. Angleška beseda za brezpilotna letala, ki imajo poleg kamer nameščene tudi rakete in z njimi zdaj Zahod ubija resnične ali potencialne ali pa tudi namišljene sovražnike v Aziji, pa tudi v Afriki, v Pakistanu, v Afganistanu je največ žrtev med civilnim prebivalstvom, ker ljudje živijo skupaj in če iščejo enega, ubijajo zraven še celo družino, pa še sosede, pa še žlahto. No. In zato se zdaj v Aziji dviga upor proti temu. In jaz po svoje razumem, zakaj Zahod uporablja drone. Ne? Kolonialna zgodovina je pustila veliko težko dediščino. Meje, ki so danes zarisane na zemljevidih, so v glavnem zarisovali Angleži, Francozi, Belgijci, Nemci. In v teh mejah je ujetih veliko različnih kultur, ki včasih sploh ne gredo skupaj. Recimo v Sudanu, na jugu imamo Afričane, na severu imamo ljudi, ki se identificirajo z arabsko identiteto. In muslimani na eni strani, in to zelo fundamentalistični, ne prenašajo animistov, tistih, ki vidijo Boga povsod, ki živijo v sobivanju z naravo. In zato je bilo jasno, da taka tvorba ne more ostati. In zato je prišlo do 21-letne vojne, po kateri so se leta 2011 južnjaki ločili od Severnega Sudana, ampak not so pa ostale enklave afriškega življa, ki še vedno živijo po starih postavah in rabci jih ne tolerirajo. Za povrh obtožujejo Zahod, da je prišlo do te odcepitve juga Sudana, ker so humanitarne organizacije ves čas hujskale ljudi v afriškem delu, se pravi v južnem delu Sudana, ne se odcepijo. In na koncu smo to zahodnjaki tudi dosegli, ampak to po 21-letni vojni, v kateri je umrlo več kot 2 milijona ljudi in 5 milijonih ljudi, ki so morali bežati izven Sudana. No, te enklave, so zdaj Nubske gore, Darfur, provinca Modri Nil, pa Abijeji. In ker so se znašle po odcepitvi na severni strani, se pravi pod arabsko vlado in pod šariatskim pravom in med potomci lovcev na sužnje, so seveda takoj nastradali. No, in droni so zato idealni zaščititi te ljudi, podobno kot ščitimo recimo slone v Južnoafriški republiki, pred divjimi lovci, ker tam na eni strani Arabci na severu, na jugu zdaj nova državljanska vojna med plemeni v Južnem Sudanu, ki traja že od decembra lani in je umrlo tudi nekaj 100.000 ljudi, noben ne ve koliko, ker tam ni opazovalcev, ni novinarjev, tudi humanitarne organizacije ne upajo iz svojih ograj. V takem svetu, ko je vojna vse povsod okrog njih, herojev pa tudi ni več vitezov, ni več velikih človekoljubov, v takem svetu je zato najlažje te ljudi reševati s pomočjo strojev. Brezpilotnih letal,
ki pa ne bodo imeli rakete nameščene, ampak imajo kamere. To je naš dron, recimo. Tako, ne, to je v bistvu vaše glavno sporočilo. Ne. Taj dron lahko uporabimo, da nosi raketo, ne. Lahko ga pa uporabimo, da pomaga ljudem. Ščiti dobesedno, ker ima oči in ušesa in lahko gleda od zgoraj in lahko dokumentira vse te pogrome jahačev na kamelah in konjih, ki pridejo in požigajo vasi in poseljujejo vse po vrst in ubijajo tiste, ki jih ne rabijo, tiste, ki so pa koristni, pa jemljajo za priležnice in za rojevanje arabskih otrok ali pa za janičarje, mislim, mlade dečke. Logika je čist preprosta, a ne? Ampak to svet noče razumeti, zakaj, ker je tudi sam v svet se ukorišča, če mi iztrebljamo domorodne ljudi. Tako kot svoje čase, ko smo iztrebljali Indijance, ne? Ali pa aboriđine, vsem smo nalimali, da niso ljudje, ali pa da so manj ljudje. Mislim, da so za Indijance šele 1650 v Madridu španska korona med eno veliko bitko dveh teologov Sepulveda pa San Cristobala de las Casasa priznali, da so tudi ljudje. Zakaj jih niso priznali, da so ljudje? Zato, ker niso nikjer omenjeni v Svetem pismu. In to je bil izgovor, da so jih lahko iztrebljali. 50 milijonov v obeh Amerikah, to je stala evropska ekspanzija. V Avstraliji, na Tasmaniji ni niti enega več skupaj z iztrebljenim tasmanskim psom. V Polineziji so prišli z slanim mesom pa z viskijem in dobili na svojo stran poglavarje in ko so bili zapiti, ko so bili alkoholiki, so lahko preko njih fajn vladali. Pri Eskimih, recimo gor, pri Bušmanih, pri Hotentotih, pri Pigmejcih, po celem svetu je naša prisvitla Evropa v zadnjih 500 letih pobila na stotine milijonov ljudi, vse v prepričanju, da širimo civilizacijo za kralja, prepogosto tudi za Boga. Zato se je sveti oče, mislim, da 6 let nazaj upravičil. Tudi avstralska vlada se je upravičila za vse tiste iztrebljene aboriđine, katerim res niso priznali, da so ljudje, zato da so lahko razglasili Avstralijo kot kontinent za terra nullus, dežela brez ljudi. Sam drugačni so bili. Živeli so po drugih vrednotah, postavah, zakonih, ker se v tisti puščavski državi ni dal tako živeti, kot pri nas recimo v Sloveniji ali pa v Ameriki ali pa v industrijskih državah. No, verjetno je ekspanzija Evrope v zadnjih 500 letih, odkar je šel Krištof Kolumb v novi svet, največja katastrofa za človeštvo. Sam to ben noče videti, ker če to sprejmemo, potem bomo morali slišati Indijance, ki bodo rekli, ki že govorijo, dajte nam Amerike nazaj. To je nemogoče, a ne? No, zato tudi našega Janeza Drnovška, recimo leta 2006, noben od voditeljev na svetu ni poslušal, ko je hotel mir v Darfurju. Naj pobijejo tiste divjake, ne? Iztrebimo vse divjake. Drnovšek je bil edini svetovni lider, ki nas je poslušal in ki je bil pripravljen tvegati takrat, da ga usmešijo. Kaj pa tebe zanima tam in problem v Darfurju? On je razumel, da gre za vse nas, da gre za človeka z veliko. On se je zauzemal za človeka, ne za to, kar večina politikov in do naših liderjev sveta, ki so več ali manj vsi pod kontrolo korporacij, ki hoče samo dobiček. Predvsem dobiček. In zato pravim, da je zvonil vsem nam ljudem. Zdaj se iztreblja človeka. Za nami, če se ne bomo organizirali, bodo prišle mašine, ljudje mašine. In te pa nimajo milosti in nobenih vrednot. Zato se zauzemamo, ne samo za neke staroselske egzote. Ja, no, to ste napisali, vi tudi v tem vašem nagovoru, ne, da je to en cel sistem, ne, ki ga po vašem, oziroma ki ga dejansko vodijo korporacije. Vi ste celo to napisali pod okriljem OZN. Yes. Da. Se to tudi malo sedaj smo
takega našega misionarja slišali podobno zgodbo povedati, ne? Opeka, Stane Kerin. Mogoče, zakaj je to tako, mislim, ni ga heroja na Zahodu? Ja, korporacije imajo inteligentne ljudi, najete plačance, ki tuhtajo, kako izkoristiti človeštvo. No? Da je ljudi tako preveč pravijo in kdo bo pa dajal penzije, pa plačeval za šole, pa vse jih mi lahko indoktriniramo potom medijev, kaj pa rabimo pravzaprav kulturo, pa filozofijo, pa teologijo, pa religijo, pa vsej, tako kot je opisano v knjigi Krasni novi svet Aldusa Huxleya, lahko vladamo tako, da ustvarimo nove sužne, ki ne bodo nič čutili, če bodo pa kaj dvomili, jim bomo pa dali malo some, tisto mamilo. Sej lahko, tako kot je pisal George Orwell v svoji knjigi 1985, lahko ljudi popolnoma kontroliramo s pomočjo medijev, saj v industrijskem svetu. In to delajo. In res, mi smo vsi pod kontrolo, nam natančno dozirajo, kaj gre v naše glave. In res je samo še cerkev, ki se bori proti tem, ki spominja na stare vrednote in zato največjim veseljem povem, da najbolj nas je podprl Stane Kerin, vodja slovenskih misionarjev, z njim smo bila 2-krat v Nubskih gorah, en film smo tudi skupaj naredili in ki je prišel nazaj, tudi tle doma ni bil razumljen, zakaj nekam, kodr nič narobe, sej tisto je itak dogovorjeno, da Arabci poberejo. Politika ni sprijela njegove poti, ko je bil še vodja Karitasa. Ampak kasneje, leta kasneje, pa tudi voditelji razumeli, da je to prav. In zato je zdaj kot vodja misionarjev res za zgled celemu svetu in dogovarjamo se, da bo šel z nami na eno naslednjih poti, na kateri bomo skušali spraviti v Nubske gore vrtalno napravo za iskanje vode, vredno 160 000 evrov. In spet je bil nadškof tisti, ki nam je pomagal s 15 000 evri, nobena druga v Sloveniji organizacija, katerakoli stranka ali pa nobena od inštitucij nam ni pomagala. Vse, kar zbiramo samo od vas, ljudi, kot smo tudi sami. Nič korporacije seveda bi nas ubile, če bi nas le mogle, nič ni zadej nobene politike, ne leve, ne desne, je res samo odzivanje na to, kar vidimo in ne moramo pozabiti, ko pridemo domov. Kako pa recimo ti staroselci gledajo na nas? Kaj si oni o nas mislijo? Sploh vedo, kaj je za nas, oziroma skozi katere oči ali pa očala gledajo na nas, na recimo Evropejce? Skozi spomin, zgodovinski spomin, kako smo se obnašali v kolonialnih časih, pa skozi direktne izkušnje zdaj v neokolonialnih časih. Vidijo nas nakladati avione in leteti in metati bombe, ne razumejo, tega ne morajo razumeti, zakaj mi ne plešemo, ne priprošamo, se ne zahvaljujemo, zakaj nam niso najbolj pomembne družine, otroci, žene, možje. Kako moramo živeti za nekaj tako primitivnega, kot je dobiček, recimo? Pa koga je še dobiček kdaj potešil? Pa se imamo mi tudi duhovne potrebe, ki so mnogo globje, kot pa to udobje. Ne morajo razumeti, da nas podnebje udobja zadovolji, pa da je to še celo postalo smisel življenja. Moja generacija je še iskala. Mi smo množično šli po celem svetu, ker nismo zaupali tradiciji doma in smo šli iskati odgovore na večna človekova vprašanja. Eni v Indijo, eni na Kitajsko, drugi v Amerike, tretji tle po Evropi. Preštudirali smo židovske knjige, arabski Koran, vse dela mitologije, ki so bile popisane recimo do zdaj. In to, kar mene preseneča danes je, da se je to iskanje skoraj nehalo, da se ne bere, ne študira več, ampak da se v glavnem gleda televizijo ali pa na YouTube tele
smešnice ali pa komunicira preko Facebooka, bolj kot pa med sabo obličkanju koruze s kozarcem kuhanega vina. Mislim, nekaj se nam dogaja, a čutite, da se nam nekaj dogaja, da nas v industrijskem svetu obvladujejo s korenčkom, ki nam ga obljubljajo, kako bo fajn, ko bomo vsi bogati, pa veste, da ne bomo mogli biti vsi bogati, saj so naravni viri omejeni. Tam dol, lejte, jim pa svetovni red, še enkrat, ki je v glavnem v rokah velikih korporacij, mogoče 90 korporacij na svetu danes drži vse politike, vse vojske, vse v šahu. Tam dol jih pa enostavno ubijajo tako, da jih ščuvajo drug proti drugemu, iztrebljajo po pravilu, po taktiki ubij sužnja sužnjem. Pri nas je bolj ta politika pa strategija divide and rule, divide et impera, deli in vladaj. Smo enoten v tem, kako hodimo vsi na prižnico supermarkete in tam puščamo svoje prihranke. Nismo pa enoten tako, da bi se lahko še proti čemu drugemu združili, recimo. Smo skregani med sabo in jaz opažam vedno bolj. In tako, da se res sam hudič vtaknil med nas ljudi, vedno manj je zaupanja, ne? Vedno manj je sočutja in vedno manj je solidarnost. In to ni pogoj za preživetje v naslednjih 10, 20, 30 letih. Hvala. Dajem besedo vam, morda kakšno vprašanje, misel. A pokažemo en filmček, kako to izgleda. Dajmo vizualno pokazati. Namreč, najprej smo delali dokumentarne filme. Pisali smo knjige in takole hodili med ljudi in predavali in skušali ljudem pokazati, kaj se tam dogaja. Dokumentarni filmi so pomagali, da so ljudje začeli darovati prispevke in iz tega smo lahko kupili kamere in potem smo kamere dol nosili, predvsem v Sudan, in ljudi učili, kako jih uporabljati. Na to smo prinesli satelitske internetne sisteme in jih učili, kako to pošiljati v svetovne medije, v vse inštitucije, vse organizacije. No in tle, evo bom zdaj pokazal en tak čist kratek dokumentarc, mi smo jih naredili velik, in čist kratek dokumentarc, v katerem so domačini sami naredili poročilo. Actually, the NCP, they want to make agreement with the SPLA North for the vaccination of the children. But right now, as you see, that clouds of smoke. To je bil Jacob Williams, sin prvega protestantskega misionarja v Nubskih gorah. Ta je nekako najhitreje zapopadil, da ja, če se vidi, je drugače, če se slišijo samo številke. Če se vidi otroke, žrtve, je drugače, če se sliši samo 2 otroka sta bila ubita. In on je tudi naš prvi pilot. Lanskega januarja smo začeli z uporabo letečih kamer. Ko rečem, da imamo veliko smole, da je tam res nekaj proti nam,
da vrači delajo proti tem letečim trotom s kameram. Prvi avion smo polubili med transportom, potem sem mogel čakati 2 meseca, da so prišli rezervni deli in ko smo ga spet sestavili, je Jakub Williams ušel in je šel. So rekli, k Bogu je šel domačinu vas. Nismo ga več videli. Samo strmo se je odzignil, nič se ni dal kontrolirati s transmiterjem, kar je navadno. In potem so ga najdeli čez pol leta otroci in prinesli nazaj. Ampak mi nismo odnehali. Medtem sem šel v Kongo, da sem se prepričal, da to res deluje, ker Združeni narodi v Kongo jih uporabljajo za nadzor koltanovih polj in za pomoč pri tihotapljenju rudnin iz Konga. To sem osebno sam doživel. In zato, kar to povem, 16,000 vojakov v Kongo ne počne nič posebenega, da bi vojno zares ustavili, ampak samo kontrolirajo jo. Ne se ljudje sami iztrebijo in potem bodo ta bogatstva naša. Če jih pa ne bomo mi pobrali, jih bojo pa Kitajci. Kitajska je nova sila na svetovni sceni, ki povsod prevzema nekdanje evropske kolonije in Zahod ne ve, kaj storiti. Res ne. Tam je en velik rezervoar industrijske sile, ki ga lahko črpajo in uporabljajo za ceneno delo. Množična produkcija zagotavlja najnižji ceno njihovih izdelkov, plus malo slabša kvaliteta in tako so zasedali praktično vse svetovne trge. In skozi to so spet ponovno prišli še bližji naravnim virom in vedno bolj ustvarjajo paniko na Zahodu, kot da bi mi stari hipi rad lepo živeli, uživali to, kar imamo, ampak tako ne bo šlo več, zaradi tega, ker res Kitajci izkoriščajo veliko napak bivšega kolonialnega sistema. Jezen so na nas zato, ker so jim Britanci opij prodajali. Vozili so ga z Indije in z opijem zasužnili večino takratnih elit. In skoraj bi že zmagali in tudi Kitajska bi skoraj lahko postala kakor Indija recimo ali pa Afrika, če ne bi takrat Mao Tse-tung pa Chiang Kai-shek pa ti začeli z uporom, tistim velikim pohodom in potem so imeli Kitajci koliko desetletij diktaturo oziroma jo imajo še danes, samo zdaj so se znajdeli, da so zelo pametni, zdaj koristijo to, da partija vlada, hkrati pa odpirajo neke vrste neoliberalizem, ljudje so vsi željni materialnih dobrin in so pripravljeni delati za 60-70 evrov, hkrati pa Kitajska zdaj zelo dvolično in zelo hinavsko tudi podpira afriške diktatorje in večina se jih kar nagiba zdaj na kitajsko stran, tja gredo zdaj surovine, od tam prihaja orožje, Rusija je tudi hinavska, tudi pomaga vsem tem afriškim režimom, kot da so nekoč že imeli svoje pozicije, Rusi se tudi vračajo v Afriko in ti begunci, ki prihajajo k nam, ti prebežniki, lete na 100,000 prebežnikov v Španijo, Italijo in Grčijo, lete, to je za nas veliko breme, vprašanje, če ga bomo zmogli in zato se Bruselj in Strasbourg tako mačehovsko obnašata do tega trpljenja na naših predpražnikih, dobesedno. Kitajska ima pa tega samo korist. Več, ko bo vojn v Afriki, bolj bo Evropa destabilizirana. Torej, nas dejansko ogroža zdajle kazen za vse, kar smo narobe naredili, zato je ta zadnji čas, da se Evropejci vrnemo nazaj k humanizmu, k človekoljubju, k veri, ki nas uči 10 zapovedi in uči drugih vrednot, kot pa samo čaščenje evra pa dolarja. To je primitivno, to je barbarsko, to je tako nizkoten, da meni se vsakič, ko prijem z teh krajev tle, ga biti tle in ko mi čaka, da grem spet nazaj, ker mi je lepše tle na front med temile, ki uživajo popolno neuživanje v coni totalnega neudobja, kot da jih iztrebljajo ravno tako, da jim povzročajo diskomfort, neudobje. Lažje mi je tam, moje srce je bolj čisto in duša lažja,
tudi telo, kot pa tle v coni udobja, kot udobje res ne samo ponaumlja, ampak tudi fizično škoduje. No. Fizično, prenažrt smo, prenapit smo, zastrupljeni z mediji in temi neumnimi programi na vseh kanalih, kamorkoli preklopiš. Več realnosti, več reality šova je tam, kot pa tle pri nas. Več je življenja v Nubskih gorah, a pa v Darfurju, a pa v Modrem Nilu, a pa v Kongu, kot pa v moji rodni Evropi. Raj sem tam živ kot tle mrtev, no. Oziroma raj sem tam mrtev kot tle živ. Oprostite. Se tudi vi pridružujete temu? Ja, mogoče lahko pokažem s temle posnetkom, kar je Tomo zdaj želel povedati. Ti ljudje so res pristni, ti vedno, ne vem, ponudijo vse, kar imajo, so preprosti in pri njih ne začutiš kakršnekoli zahrbtnosti. Mogoče pogledajte, kako so sprejeli koledar, ki je bil narejen za letošnje leto, ko je Tomo prinesel pokazati fotografijo ženske, ki je na tem koledarju. To ni bilo samo tukaj, ampak kamorkoli sva prišla, so ga takole sprejemali, pa tudi mene, ko sem bila prvič tam. Gospa, ki je tukaj zraven, je na koledarju in se seveda ni prepoznala, ker tam ni elektrike, tam nimajo ogledal, tako da ni vedela, da je to res ona. Potem so ji pa drugi povedali, da je to na fotografiji njena fotografija in v trenutku je nastala zabava, začeli so prepevati, plesati, ponudili so nama vse, kar so imeli in naj jo povabili noter in potem naredili tako prijetno vzdušje, kljub temu, da, kot je rekel Tomo, nimajo ničesar, hrane nimajo zaradi tega, ker se neprestano skrivajo pred bombniki, ki spuščajo bombe, ponavadi tako, bombnik prileti zjutraj, pogleda situacijo, potem se vrne čez pol ure in spusti bombo ne naključno, ki ne izbira cilja. In tisto, kar ste videli prej, ta dva dečka, sta v bistvu umrla v bombnem napadu, ko sva midva bila tam, snemala otroke, kako živijo, se z njimi pogovarjala, prepevali so nama, ti posnetki so nastali v tem času, no potem pa sva se midva odpravila naprej v naslednji kraj in takrat se je zgodil ta bombni napad. Otroci tukaj, mogoče v primerjavi z otroki, ki ste jih videli v Kongu, veliko bolj sproščeni, veliko bolj prijazni. Ti otroci tekajo s hribov, ko te vidijo, da prihajaš, ti ponujajo roko, potem še pogledajo, če je na njihovi rokci ostala kakšna bela sled. Ti ponujajo vodo, ti pripravijo zajtrk, skratka, starši so jih naučili, da je treba vse deliti in tako delijo tudi s tabo kot s tujcem. Takole poteka pri njih umivanje, starejši bratci, sestrice skrbijo za svoje mlajše. Tukaj ne vidiš, da bi se pretepali, enkrat nisem videla v tem času, ko sem bila tam, da bi prišlo res do pretepa med temi otroki. Nosijo en drugega in take otroke v bistvu pobivajo. Tale deček, prej sem govorila o 4-letni deklici, ki je bila posiljena v Kongu, ko smo videli njeno mamo. No, tega dečka smo pa srečali tam okrog poldne, okrog 1 ure, ko je bilo okrog 50 stopinj. Mi smo v bistvu šli na raziskovanje in se nam je zdelo čudno, kaj dela sam, nikjer ni bilo nobene koče, nikjer nobenega človeka. In nam je povedal, da je izgubil svojo kozo in da želi to kozo poiskati, ker ne želi domov, da ne bi razočaral svoje družine, ker mu je koza ušla. In potem šele pozno popoldne smo ga srečali, ko se je v vas vrnil v zadovoljen svojo kozo. Pa imate
kakšne podatke ali pa recimo kakšne dobre novice, da so te vaše kamere tudi kaj pomagale rešiti, recimo ga spremeniti? Luis Moreno Ocampo, glavni tožilec na Haaškem sodišču, je lani izjavil, da s pomočjo teh kamer, ki prihajajo iz Slovenije, lahko sodišče za zločine proti človeštvu upravičuje svoj obstoj. Vsem tistim, ki donirajo, lahko pokažejo naše posnetke in pokažejo, koliko so potreben. Sam, žal, to je samo inštitucija, ki nima ne vojske, ne policije, ne agentov in ne morejo ujeti, recimo, Beširja, diktatorja v Sudanu, ki je direktno obtožen z Haaškega sodišča, da je kriv za genocid v Darfurju. Haaško sodišče bi moralo tudi evropske predsednike obtožiti, pa jih ne. Zato v tretjem svetu nišče več ne jemlje Haaško sodišče resno. No in zato tudi mi nimamo neke moči, da lahko polovili te organizirane kriminalne združbe. Ker pa vendarle deluje, vojna se nadaljuje in se širi, kot vidite, vse povsod, po Afriki in po Bližnjem vzhodu zdaj. Ker pa vendarle deluje, je pa strah, da bodo pri grozodejstvih posnet. Prej so v Sudanu, v prejšnji vojni, ki smo jo prav tako spremljali in posneli 2 dokumentarna filma, prej so parali tribuhe nosečim ženskam in otroke trgali in jih natikali na kole za strah, da so bežali, da so ljudje vsi pobegnili, cela dolina je po takem incidentu pobegnila. Zdaj tega ne upajo več. Tudi, kar je dobro, je zdaj veliko, pravijo meni, Tomotov, Kuku Abdigin me kličejo. Veliko Kuku Abdiginov zdaj na tej meji med obema Sudanoma. Domačini se organizirajo v več takih prostovoljskih agencij, ki zdaj same snemajo. In eden od njih, Ryan Boyette, Američan, je ta teden dobil nagrado Human Rights First v New Yorku. To je priznanje, on je bil naš prostovoljc. Mi smo ga strenirali in potem je dobil denar v Ameriki, to je veliko lažje, kot pa pri nas v Evropi. Celo sam George Clooney je prišel tja na osnovi naših posnetkov in tudi naredil 7-minutni dokumentar, film, ko da je vse to povedal. Isto, če njega poslušate, a pa mene. V Ameriki so zainteresirani za posnetke v State Departmentu, na obrambnem ministrstvu, CIA recimo študira naše posnetke, ki smo jih začeli organizirati pred 6 leti v Darfurju. Tle, mi Slovenci, pri nas leti v Evropi to nikogar ne zanima. Zunanja ministrica baronesa Ashton je rekla, da noče sprejeti niti humanitarnega koordinatorja, ki smo ga pripravili z Darfurja, da je sam povedal, če nam ne verjamejo, kaj se tam dogaja. Je rekla, da se boji za življenje naših delavcev v Kartumu. Sovo moramo prositi, našo slovensko Sovo, dajte nas poslušati, dajte nas sprejeti. Mi jih moramo angažirati, da jim lahko kaj povemo. Nič ne delamo ilegalno, da se razumemo, nič. Mi teramo politike, vseh 5-6 jih imamo v Bruslu, vedno pridejo na projekcije naših filmov v Evropski parlament. Ampak pa se nič ne zgodi, v Ameriki se pa. Naš film, tega, ki smo ga prej prikazali, ta napad na vas Tabanjo, so pokazali tudi v ameriškem kongresu in tam so se kuj najdeli Židje v glavnem, res, ki vedo, kako je s holokaustom, kaj se dogaja v genocidu in so financirali zdaj in zato ima Ryan Boyette denar, ima motorje, ima satelite, mi se moramo pa samo pri vas vsakodnevnih ljudeh boriti, da lahko to še naprej nadaljujemo in delamo. In tle je Amerika čisto povozila Evropo. In Evropa se ne kaže kot zibelka človekovih pravic. Čeprav so tle štartale mnoge velike humanitarne organizacije. Recimo Rdečega križa ne moramo spraviti not na ta področja. Prav, da je prenavaren. UNICEF je rekel, kako ne moramo, se ne da, pa je pa Bojana
skupaj smo šversali, 3, enega fanta prej ste videli tam je tudi na slik, 3 smo decembra spravili 100 kil skozi te oblegalne obroče v Nubske gore. Vse popolnoma varno, no je bilo kaj navarno, razen da te bomba proleti. Ampak to pa mečejo kar tako, veste, oni zastrašujejo. Z migom sicer lahko tudi natančno piknejo, ampak se ne potrudijo. Arabci so tako po-balkansk flegma. Samo to, kde zastrašujejo. A bilo kaj navarno? No, a sem te pelal, a bila dobra poroka? No, povej, kako smo se vidva vzredila. No, sama pot na poročno potovanje sem jo pelal v Nuba. Šolskih potrebščin ni bila nevarna. Mogoče med tem, ko govorim, vam bom pokazala, kako smo potem to razdelili in kje so te šole. Te šole so pravzaprav ponavadi umaknjene od vasi, zato da so skrite pred bombniki oziroma da lahko ti otroci čim hitreje se tudi umaknejo v votline in to je ena izmed poti, ki vodi do šole. Ko smo prispeli do prve šole, kjer smo razdelili šolske potrebščine, so nas otroci sprejeli takole s pesmijo. V angleščini so nam prepevali dobrodošli Havadžica, dobrodošla tujka, se tudi pražnje za nas oblekli, poskrbeli, da so bili čisti in bili zelo veseli, ker smo jih obiskali. Tukaj so na primer pripravljali stol za svojega učitelja, da jim bo lahko povedal, kar jim je imel zapovedati ta dan, ker nimajo nobenih pripomočkov, tudi stola nimajo, tudi šolskih pripomočkov ne, tako da se učijo, tako da pišejo s prstki po tleh. Učitelj jim narekuje črke, potem pa oni pišejo tisto, kar jim pove. Imajo pa vedno tudi starejši učenci s seboj, mlajše bratce in sestrice, ker starši, če je mir, gredo na polja in potem oni poskrbijo za te mlajše bratce in sestrice, tako da jih vzamejo skupaj, da grejo skupaj z njimi v šolo. No, tukaj se učijo preštevati, tako da si boste mogoče malce predstavljali, kako poteka pouk v teh Nubskih gorah. So zelo veseli, zelo radi se učijo in tudi potem, ko smo jim mi razdelili te šolske pripomočke, ki smo jih, tako kot je rekel Tomo, pripeljali, to je njihova zbornica, učiteljska zbornica. Te pripomočke smo pripeljali tako, da smo jih nosili, da so nam pomagali na poti s samokolnicami, s kolesi, in nobene nevarnosti ni bilo. Nevarnost se mi zdi, da so tisti ljudje, ki nočejo videti oziroma tisti denar, ki je namenjen za te otroke, odhajajo v druge roke, namesto da bi ga prinesli sem. Tako kot ga je pred leti prinesel v tole šolo, to je šola pod drevesi, ki se imenuje po dr. Janiju Koklju. Ta denar pa je prinesel Tomo, ker ga je žena pokojnega dr. Janija Koklja, ki je umrl v gorski reševalni akciji, dala za te otroke, da so si potem nabavili nekaj učnih pripomočkov, ampak pravijo, da se bodo raje učili pod drevesi zato, da nimajo zidanih šol in da jih te bombniki potem ne morejo tako očitno napadati, ker pod drevesi se prej skrijejo, pa tudi manj vidni so. Tako smo mi razdelili te pripomočke, ki so pripotovali z nami in otroci so jih bili zelo veseli. Vsakega svinčnika posebej, stali so v vrsti in te svinčnike potem tudi sprejemali, jih občudovali in še kasneje smo jih srečevali otroke s temi pripomočki, ki so jih dobili. Torbe in ostale malce bolj vredne šolske pripomočke pa so se učitelji odločili, da bodo dali tistim otrokom, ki si bodo to zaslužili s tem, da si bodo vestno pridobivali znanje in pa pridno delali domače naloge. Tako je potekalo to razdeljevanje pripomočkov. No, nevarnosti tukaj ni bilo, kaj prej rekel Tomo, naj povem, kako je potekala poročna noč, mogoče tam, ja. Midva sva se poročila med domačini, imela sva najlepše svate, sami otroci so bili okoli naju. Potem, ko sva šla spat, pa tudi veliko oči
ki so čakale, kaj se bo zgodilo na to poročno noč. No, seveda sva se midva zadržala, naslednjo noč me je pa odpeljal domov z motorjem, ker se mi je že čas iztekal. V Južni Sudan, V Južni Sudan, čez mejo, tisto ja. mejo, ki pravijo vse organizacije, da se ne da, da je prenevarno, da se ni mogoče. You are the headmaster in this school in the caves in Tunguli. Please, how many school children you have here? I have 7,000 students in this school. And how many teachers? I have 15 teachers. What do you do if Antonio came? We normally, when it comes, we run and then we enter in the caves and we hide ourselves there in the caves. Oh, Zantarov! Hey! To the cave! Quickly! To the cave! Quick! My name is Amar Bilal Abdurrahman. I belong to Khalib tribe. We are here to learn, but actually condition is not helping us in our learning. We do go from here after distance of something of 5 kilometers to fetch water for our teachers. We don't have boreholes, we don't have a source of water here. So we don't have rubber, we don't have pen, we don't have pencil, even we don't have exercise book. Our young children, they do come from far distance to this school. We don't have enough schools. When we hear the sound of airplanes, we do run and climb up to the mountain. Others, they do injured because they want to run and hide themselves far. That's why they do injured, but when they injured, instead for us to take him from here to hospital, we don't have near hospital in order to take him. So in order to save the life of that injured person, we need also to be like human beings. So that man called Umar Bashir, he don't think that we are a human being, but we are a human being like him. But he don't care about us. He do tell us we are animals. We are insect, but we are not the insect. We are human being like him. That's why he don't want us to alive in order to take this land as free as his land. That we don't want this one. So this is our land and we must die in our land. What is your name, please? Munira Khalifa. And what are you teaching? I'm teaching science, English, mathematics. Yeah. How old are you now? I'm 24 years old. And from where are you? I'm from Kawalip. Kawalip. Yeah. How long are you teaching now? No, this is my first year. Yeah. And how do you feel teaching? It is good. انت شوف حاجه هنا ورسم وحاجه الثانيه الدير ترسم بكون غالي شنو؟ بكون غالي الوان. فانت كلكم لازم اي زول يحاول يشوف يفتش حاجه الدير يرسم هنا. فانت بعد ممكن تبدا.
we are keeping ourselves in a caves because of the airplane. So they are bombing on us thoroughly even. As you see the situation that we are in need of more teachers, and so now when airplane comes, we live and be busy by running to save our lives from the airplane, and that's why I am here to tell you these problems that are affecting our schools, so that you may to find the best way for us and this all what I have. So the first challenge which we are facing, you get somebody getting up from morning up to 2 without eating anything. We are lack of water. That is our first place. And second, we are facing problems bombing of the airplanes. When the airplane bombed, all the teachers do to run to the sky, and we do to spend some time inside there. And inside the cabs we have snakes. And my message to different countries or different parents, those who are willing, we will never give up because of the war, but we call you to come and interfere in such these problems and solve easy, to make it to be easy for everybody who is in Nuba Mountains. Še to o nevarnostih. Mene tam ni bilo ničesar strah, zato ker je ta toplina teh ljudi tako močna. Potem, ko sem po 3-4 tednih spet srečala prvega belca, teh sem se ustrašila. Meni je bilo grozen. Videla sem vse te pesticide, ki jih imamo na sebi. Vsi so se mi zdeli zabuhli. Sploh nisem več vedela, v kakšen svet sem prišla. Ker tam, ne vem, v Nubskih gorah ne vidiš nobenega močnega, vse je sloko, vse je vitko in pa ta prijaznost, ko vidiš, da ni narejena. Mene skozi so te ljudje spominjali na mojo babico, ki je neprestano imela polno kuhinjo ljudi, s katerimi je klepetala, se pogovarjala, pa ne glede na to, je bil to pijanca, je bil to revež, je bil to bogataš, vse je imela za enake. Tako da jaz sem tam res videla, kaj mi je babica dala v tem življenju, ko smo ga skupaj preživeli. Tako da večji strah me je tukaj, kot pa tam med temi ljudmi, ker vem, da bodo vse naredili, da te bodo zaščitili. Ima kdo kakšno vprašanje? Če ne, bomo za sklep pokazali posnetek, ki ga posname ta kamera. Mene samo zanima še potem to, ali to znajo ti domačini potem sami upravljati, ali jim kdo da pomaga, ali jih vi to naučite? Ja, bolj se učijo, kot jaz.
brez da bi študirali navodila za uporabo. Celo kitajske drone nekako pogruntajo, ki jih jaz ne morem, ker je tam neka druga logika. S Počico, mi smo zbombardirani z vsemi temi reklamami in tam pa v bistvu vse, kar gledajo okrog sebe, predvsem narava in zato so zelo spočiti za novo učenje. Zelo hitro se učijo. Koliko je pa strošek enega takega drona? Tole, ki bom dale pokazal, je 1000 evrov. Nič. Mi hočemo seveda dražje drone, Zdaj nesemo enega, ki gre lahko 15 km daleč, pa s prispevki bomo kupili enega, ki gre 50 km daleč, ampak sovražniki imajo drone, ki lahko cel dan ostanejo v zraku, se napajajo v zraku s sončnim celicam in seveda so veliko bolj sofisticirani, spopolnjeni. To, kar mi uporabljamo, so igračke. No, ampak poglejmo, kaj že lahko kaj že navadna igračka lahko naredi. Ta filmček je Bojana zmontirala prejšnjo soboto. In čist nov obred sprejemanja drona. Za antropologe je to silno zanimiv svet. Tak so. Ne vidijo zlega v tem. Razumejo, da je za nekaj koristno. To dron snemo, verjetno? To je dron snemo, ja. Ta isti dron. Dron za 1000 evrov. In kilometer gre lahko visoko. Posnetki so nastali julija. Kot jaselca. Simbioza arhitekture in človeka in narave. Kako delajo koče? Koče so vse narejene, tako kot maternice. Okrogle morajo biti, pravijo Nube. Ni dober vogal delati. Če so vogali, potem se lahko hudič skrije v vogale. Ni čuden, da je res tam ponovadi prva plesen, v hišah, vlaga. Imajo prav, zmeraj imajo prav, Nuba imajo zmeraj prav. Narava ima zmeraj prav. Vhodi so tako kot nožnice. In to sami pravijo, zato ker se človek najbolj počuti tam, odkudar je prišel. Ne v stolpencah, pa v teh steklenih palačah, teh korporacij, pa tam ni zraka, pa narava, mati narava, ljubica narava, njegovo delo, v katerem se človek gotovo boljš počuti, kot pa v galerijah, ali pa v muzejih, ali pa v bankah, ali pa v zavarovalnicah. No in zaradi tega, ker tako gledajo Nube na svet, tam ni bilo razvoja teh konštrukcij, ki jih mi imamo za civilizirane. Ja, malo smo še naroden, tudi mi se še učemo. Ampak jaz verjamem, da se vračamo novembra, s temi novimi droni, jaz verjamem, da bomo s tem naredili dokumentarni film, ki bo potem govoril
se veste, kako je na internetu, v milijonah kopijah lahko govorimo. Dele sva prišla zato iz Postojne, pa iz Kranja, da vam to poveva in to je nekaj koštal, to so bili to je čas, pa vse, ampak po internetu grejo takle dokumentarci, tako kot že prej, s katerimi smo preklicali dejansko tudi Američane v Nubske gore. Ampak to je bilo še v prejšnji vojni, ki se je to še dal. Zdaj zaradi Kitajcev oben več ne upa iti v Sudan z vojsko. Že tele, ki gledate, grejo nad kalifat, ne, to ne bomo zmagali. A veste, da ne bomo zmagali zdaj? Zaradi tega, ker je preveč sveta že proti nam. Zato bi mogli dale na Zahodu pokazati svoj človeški obraz, nič več podpirati gospodarje vojn, nič ne bodo zmagali s to tehniko. Z droni zato tolčejo, ker niso vedeli, kaj narediti proti samomorilcem, ki so se začeli razstreljevati že tudi tle po Londonu pa po Parizu. A ne? In zato zdaj dol ubijajo potencialne nevarne ljudi. Podatke dobivajo v glavnem od prebežnikov, ki prosijo za azil nekje v Nemčiji ali pa v Angliji. In gunde dobi azil, reče karkoli, tudi svojega soseda na moč, sam, da bi mu dal pa njegov družin mir v Evropi. In zato Američani, ki sekajo s temi droni, v glavnem pobijajo nedolžne ljudi. In to se ne more končati dobro, ker zdaj proti nam se vse dviga, po celem svetu, tudi tle, mislim, ne, zdaj ostane samo še, da pokažemo tisto, zaradi česar so nas spoštovali še pred 20-30 leti. A ne? In to je bilo naše široko človeško srce. In Evropa ima srce. In jaz sem ponosen, da sem Evropejc in zelo sem ponosen na vse te, ki so se že prej morali boriti proti rimskemu imperiju, pa proti temu ali drugemu kralju in vseh teh revolucijah in povsod. Spoštujem te, ki so žrtvovali svoje življenje, da imamo danes vsaj toliko pravic in zato bi morali s tem nadaljevati z roko v roki. No. Ne se pa kregati med sabo, pa zapraviti priložnost, da naši otroci sledijo vsaj toliko dober svet, kakršnega smo imeli. Tole, kar tle gledate, lahko pride vse k nam. Vsi se širi, Grčija je že na tem, bankiri kradajo, ropajo, pravijo zdaj, kar dejte nam vaše otoke, nam bodo rekli, dejte nam Bled, dejte nam vaše Gorice. To pobijamo. To pobijamo, lejte. Vsi skupaj zelo smo tih. Mediji ne sodelujejo, pa zelo slabo, v Sloveniji še najbolj, ker se poznamo že 30 let, pa tudi ne morajo zavrniti, kadar prosimo, da se kaj pove. V svetu so mediji bolj kontrolirani kot v Sloveniji in zato se zato sploh ne zve. In zdaj delamo dokumentarni film, o katerem bomo skušali prepričati, zakaj droni in to večji droni lahko rešijo te ljudi in konec koncev tudi nas same. No. Zato, če imate kakšen prispevek za ta nov dokumentarni film, rabimo pa 15.000 evrov. To ni veliko, toliko, da plačamo režiserko, pa montažerja. Ostalo delamo vse kot prostovoljci, tako kot njihovi tam dol, tudi mi tle. Ja, najbolj te besede, pa ta lepa fotografija, sklep našega nocojšnjega srečanja, seveda v veliki želji in tudi zahvali in poklonu vama, da se zavzemate za te ljudi, za katere, kot smo rekli na začetku, marsikdo misli, da sploh niso ljudje. Iskreno vam čestitamo in vam na tej poti želimo vse dobro. Hvala. Hvala lepa. Hvala za pozornost. Hvala za aplavz, pa mogoče, ker je ravno tema Izstopimo ven, a ne kako sem jaz izstopila s pomočjo tele knjige Tomove. Jaz sem si tudi zatiskala oči, ker me je vse skupaj bolelo ali pa raje nisem želela sploh vedeti, tako je bilo najlažje. Ko sva se spoznala na radiju, ko je prišel na radio, sem imela z njim intervju in 3 minute preden sem začela z njim pogovor, so mi povedali, da pride, tako da se nisem imela časa pripraviti. Tomo je seveda gostobeseden in ko sva se pogovarjala, je kar naenkrat padel v ta svoj trans, ker je seveda začutil te ljudi in je začel kričati.
Jaz imam pa vedno zelo na glas slušalke in vem, da sem čisto otopela. In ko je nehal kričati, sem rekla, no, mene zdaj ušesa bolijo, upam, da so te tvoje besede prišle tudi do pravih ljudi, da so jih slišali, tako kot ste jih slišali zdaj vi. Potem pa mi je poklonil to njegovo knjigo Nafta in voda in s to knjigo sem odšla domov in sem mislila, da se me te stvari še vedno niso dotaknile. Ko pa sem bila doma, sem se usedla na sedežno in sem ugotovila, da mi noben gost, pa sem jih imela veliko, ni vzel toliko energije kot on v tistih 10 minutah. Potem sem začela listati po tej knjigi in takrat je bilo konec. Takrat so se slike, fotografije teh otrok in pa vseh ljudi, ki so v tej knjigi vtisnile v moje srce in takrat so se začele fotografije ponavljati, takrat sem začela razmišljati in takrat sem stopila ven. Takrat sem videla, da brez tega, da pomagam tem ljudem, ne moram več. In jaz upam, da se je to, kar sva danes govorila, dotaknilo tudi vas in da boste s tem odšli v jutrišnji nov dan in da teh ljudi ne boste nikoli pozabili. Vsi lahko pomagamo, vsak na svoj način. Učiteljice pri nas so začele izdelovati ogrlice iz gline in jih prodajajo ter zbirajo tako prispevke za te ljudi. Otroci, ki so stari 8 let, so zbrali te šolske potrebščine in sami so začeli razmišljati, kaj vse lahko oni naredijo, da pomagajo tem otrokom. Še zdaj, po 3 letih, ko jih ne učim več, me sprašujejo, kako so ti otroci, kako živijo, ali jih še bombardirajo, kakšni so ti vojaki, ki se usedajo zjutraj v letala in spuščajo bombe. Povedali so mi tudi, da zdaj doma prepričujejo starše, da naj ne kupujejo izdelkov, ki so ne vem kolikokrat zaviti v plastiko. Da ko grejo na kosilo v jedilnici, da prosijo kuharice, da jim dajo toliko, kot mislijo, da bodo pojedali, ker raje gredo še enkrat po hrano, kot pa da jo vržejo stran. In to počnejo 9-10-letniki. Tako da vsak lahko naredi nekaj, vsak po svojih močeh. Tudi vi, na primer, ne vem, obiščite našo stran, poglejte, tam so ti obrazci za dohodnino, ko v bistvu se vas direktno nič ne dotakne, ampak lahko pa namenite tistih 3%, ki jih država, ali 5, ne vem, ki jih država vseeno vzame za te ljudi. Potem vsako leto izdajamo koledar, tudi Tomotove knjige se prodajajo in vse gre v te namene. Tako da hvala še enkrat za vašo pozornost. Hvala.